Bil je super pokal kot otvoritev sezone, nato prva evropska preizkušnja, v tretji zaporedni domači tekmi v 8 dneh pa je bila na vrsti še premiera v državnem prvenstvu. Premiera, ki jo velja začeti na koncu. Ob trenutkih, ko je po vmesnem vodstvu Goričanov z 1:0 prišlo do odločitve. Prvak pa do uvodne zmage z bliskovito končnico. Zadetek za 1:1 je bil dosežen po številnih obetavnih situacijah pred tem. Kot je izvajal Mezga, Velikonja pa je spretno poslal žogo v mrežo. Ja, zelo sem vesel tega zadetka, sploh potem glede na to, da se sam zavedam, da pač v prvem polčasu nisem igral najbolje. Bil sem preveč zadržan, po drugem polčasu mi je pa steklo in v bistvu se lahko zahvalim trenerju, da me tudi med polčasom spodbujal in pač mi še vedno zaupal in mi pustil priložnosti in nekako sem se mu odužil s tem zadetkom. Veselje ob izenačenju se še ni poleglo, že je sledil trenutek odločitve. Pritisk se je stopnjeval in po prekršku nad Beričem v kazenskem prostoru 11-metrovka. Vlogo izvajalca je prevzel Mezga in poslal žogo v desni kot, toda sodnik je zahteval ponovitev udarca zaradi prehitrega vtekanja v kazenski prostor. Dejan je ohranil mirne živce. V ponovljenem poskusu je nameril isto smer in tokrat tudi uradno 2:1, kar je pomenilo začetek prvenstva s 3 točkami. Ligaški prvenec v Ljudskem vrtu so ob želenem razpletu zaznamovale precejšnje težave, saj je moral Darko Milanič sestavljati moštvo po posvetu z medicinsko službo. V boj za prve točke nista mogla Tavares in Ibrahimi, manjkala sta tudi Rajčević in Viler, tako da smo bili priča še predstavitvi novega mladeniča. Jaz sem si še včeraj zamisel postavil drugače. Oziroma predvčerajšnjem, vendar so se vmes zgodile stvari, ki nam niso šle na roko oziroma katere so pripeljali do tega, da je danes nastopilo to moštvo od samega začetka. Vesel sem, da je Trajkovski pridobitev, to pomeni, da smo popolnoma sigurni, da lahko igra odlično v prvi ligi. Kar se tiče ostalih, Rajčević se je v četrtek na treningu poškodoval, on bi danes nastopal. Viler se je poškodoval, on bi drugače tudi danes nastopal. Kar se tiče Tavareša, on ima spet zdravstvene težave, Ibrahimi ima zdravstvene težave. Ognjeni krst je pogumno prestal 19-letni Dejan Trajkovski, dosedanji član mladinske ekipe, ki je zavzel mesto ob levi stranski črti. In upravičil zaupnico, čeprav je po padcu ob trčenju z Visentejem v drugem polčasu stiskal zobe ob bolečinah v ramenu. Ja, malo je bila pozitivna trema, ampak povem gledalce pa vse, pa ful vzdušje. Odlično, moram pisati te trenutke. Moram se zahvaliti soigralcem in vsem za spodbudo, za vse, vidi se pravi profesionalizem. Zdravljamo je zdaj boljše, pač malo težje gibam, ampak imamo ful dobre zdravnike in fizioterapevte. Dogajanje pred dvojnim mariborskim udarcem v končnici dvoboja je bilo pestro. Obetavno priložnost je kot prvi zapravil Berič. Cvijanović je izvajal prosti strel z leve strani, Mertelj je z glavo podal nazaj v sredino, Berič je nameril proti zgornjemu desnemu kotu, toda žogo poslal čez prečnik in mreža je ostala nedotaknjena. Nato se je sicer zatresla, a v zunanjem delu. Mezga je po samostojnem prodoru v kazenskem prostoru prišel do udarca, vendar je zmanjkalo natančnosti. Nenatančnost drugačne vrste bi skoraj prinesla darilo za predčasno odločitev. Vratar Simčič je zapustil kazenski prostor, poskus izbijanja žoge v sodelovanju z obrambno vrsto mu ni uspel. Velikonja bi se lahko sprehodil žogo proti praznim vratom, če bi prišel do žoge, vendar so Goričani uspeli odpraviti nevarnost. V 64 minuti so gostje ostali z igralcem manj. Nejc Mevlja si je po prekršku nad Mertljem na sredini igrišča prislužil še drugi rumeni karton, sodnik Goričan mu je pokazal pot v slačilnico. Razmerje 10:11 ni zmedlo Primorcev. Uspeli so priti do vodstva.
Kot je izvajal Galešič, najvišji v skoku pa Zarifović, ki je z glavo usmeril žogo v mrežo. Ob zadetku velja izpostaviti tudi poskus Vicenteja, meril je visoko, podprečnik, vendar je Pridigar odbil v kot. Z mariborske strani še nekaj obetavnih akcij. Do udarca v tem napadu Velikonja, Simčič je žogo po njegovem udarcu z leve strani odbil v kot. Po kotu v nadaljevanju akcije Argus z glavo čez gol. Nato poskus Jeliča, ko je ob predložku pred gol ušel v spremstvu, si umiril žogo, zaključek pa ob desni vratnici. In še akcija, ko vratarju Simčiču posredovanje pred Volašem ni povsem uspelo. Berić pa je zadel Zarifovića in žoga se je odbila v kot. Po uspešnem sobotnem večeru se z dodatnim navdihom potuje v Luksemburg. Polet z mariborskega letališča bo v ponedeljek, povratna tekma v Dudelanžu pa je na sporedu v torek ob 18. Imamo lepo prednost, vendar je v nogometu to tako, da se moraš pač nalog lotevati zelo resno in upam, da bo zdravstveno stanje boljše do torka, da se bo kakšen igralec vrnil v moštvo, da bom imel pač več fantov na razpolago. Čaka nas težko delo, vendar smo sposobni tudi v Luksemburgu zmagati, to je popolnoma jasno. Na zmago bomo tudi šli in prepričan sem, da nam bo to uspelo.